Ali želimo postaviti skladnjak ali na travinju uvesti pozno košnjo? Morda na njivi vzpostaviti zaplate za poljskega škrjanca, kaj pa začrtati celosten načrt ukrepov varovanja narave na kmetiji. Vsak od teh ukrepov za varstvo narave je različno zahteven in zahteva različne prilagoditve kmetijskih praks. Prav tako pa se razlikujejo procesi odločanja kmetov za njihovo izvajanje. Odločanje kmetov za izvajanje naravi prijaznih praks je kompleksen proces, na katerega vpliva vrsta dejavnikov. V naši raziskavi v Halozah in na Krasu smo na primer ugotovili, da kmetje pri odločanju vpisov ukrepe za pozno košnjo suhih travišč upoštevajo različne vidike, kot je učinek ukrepa na proizvodnjo na njihovi kmetiji in s tem povezan ekonomski rezultat, administrativne obveznosti in način kontrole, mnenje kmetijskega svetovalca in drugih kmetov, pa tudi pričakovane učinke ukrepa na okolje in krajino. Zelo pomembna pa sta lahko tudi starost in zdravje ter prisotnost naslednika. Da bi kmetom pri sprejemanju novih naravi prijaznih praks lahko učinkovito pomagali in vplivali na njihovo odločanje o vstopu v različne ukrepe kmetijske politike, moramo razumeti te dejavnike in njihov proces odločanja. Pri tem nam lahko pomagajo različna orodja. Eno izmed pomembnih orodij je koncept dobrega kmeta. Ta nam pomaga razumeti, katera vedenja, veščine in vrednote so cenjene in zaželene med kmeti v podeželski skupnosti. Raziskave na primer poskušajo razumeti, zakaj naravi prijazne prakse niso nujno skladne s tistimi, ki bi jih po mnenju kmetov morali izvajati dobri kmetje. Na primer, med kmeti pozna košnja pogosto ni prepoznana kot znak dobrega kmeta. Zakaj? Dober kmet si prizadeva za pridelavo kakovostne, beljakovinsko bogate krme, ki omogoča dober prirast živine. Zato je zdrava in dobro rejena živina pogosto simbol dobrega kmeta. Raziskave kažejo, da je med kmeti cenjen tudi urejen in vzdrževan videz kmetijskih zemljišč. Pozno košeni travniki, nepokošeni deli in podobne prakse tem predstavam ne ustrezajo. Zato je pomembno, da je namen tovrstnih praks kmetom predstavljen na razumljiv in prepričljiv način. Drugo orodje za razumevanje kmetovega odločanja je teorija načrtovanega vedenja. Ta teorija pravi, da na določeno vedenje posameznika vpliva njegova namera, ki je odvisna od 3 dejavnikov: njegovih stališč, socialnih norm in zmožnosti za izvedbo vedenja oziroma zaznanega nadzora vedenja. Vzemimo za primer kmeta, ki razmišlja o vključitvi v shemo za vzpostavitev zaplat za poljskega škrjanca. Na njegovo odločitev bodo vplivala njegova stališča. Na primer, ali vidi korist za ptico in za svojo kmetijo. Pomembne bodo tudi socialne norme, torej mnenja sosedov in njegovih kolegov v tej shemi. Poleg tega pa bo pomemben tudi zaznan nadzor, torej ali meni, da ima dovolj znanja, primerno mehanizacijo in ustrezno velike njive s primernimi površinami za pripravo zaplat neposejanih tal. Da bi kmetje in člani podeželske skupnosti prepoznali naravi prijazne prakse, kot je pozna košnja, kot simbol dobrega kmeta, in da bi imeli dovolj znanja za izvajanje ukrepov, kot je shema za varovanje poljskega škrjanca, so ključni učinkoviti mehanizmi prenosa znanja. Sem spada informiranje, usposabljanje in svetovalna podpora. V teoriji in praksi obstajajo 3 glavni pristopi k prenosu znanja, ki se razlikujejo po številu vključenih udeležencev in načinu organizacije. Prvi je množičen, ki omogoča širok doseg z relativno nizkimi stroški, a temelji na linearnem modelu prenosa znanja, ki ponuja omejene možnosti za interakcijo med kmeti in drugimi deležniki. Nato so skupinski pristopi. Tu gre za manjše skupine udeležencev, ki sodelujejo v participativnem učenju. To omogoča ustvarjanje novega znanja z diskusijo in prilagajanjem na lokalno okolje in potrebe. Najbolj ciljen in poglobljen pa je individualni pristop, saj omogoča obravnavo in prenos kompleksnih ukrepov in okoljskih ciljev na ravni posameznih kmetij. V Sloveniji na področju varstva okolja in narave najpogosteje uporabljen množični pristop. Vsako leto se na primer obveznih usposabljanj, ki potekajo v obliki predavanj, v okviru ukrepov KOPOP udeleži okoli 6000 kmetov. Relativno pogost pa je tudi individualni pristop svetovanja kmetijam, ki pa je na področju ohranjanja biodiverzitete pri nas šele v razvoju. Skupinski pristopi, kot so različne ekskurzije in panožni krožki, pa se v zadnjih letih, predvsem v okviru različnih projektov, uporabljajo vse pogosteje, a zaenkrat še vedno zajemajo le relativno majhno število kmetij.
V zadnjem času vse pomembnejšo vlogo igrajo tudi digitalna orodja, ki so pogosto stroškovno učinkovit način za ustvarjanje in širjenje informacij. Na voljo je širok spekter možnih metod, od podcastov, družbenih omrežij do različnih oblik spletnih predavanj in tečajev. Pomembno je zavedanje, da ni enega univerzalno najboljšega pristopa ali metode za prenos znanja, ki bi zadovoljila vse potrebe. Za preprosto informiranje o shemi zapolskega škerjanca, ki je sedaj med kmeti že dokaj dobro poznan, bo morda zadostoval množični pristop. Medtem ko bo za zahtevnejše ukrepe, kot je na primer obnova mlak, bolj ustrezen individualni pristop. Ključno je torej predvsem, da dobro razumemo, v kakšni fazi razumevanja in sprejemanja je na terenu določena praksa in ukrep, ter kakšne so potrebe kmetov. Upoštevati je treba tudi, kakšne so značilnosti kmetij na območju, kjer želimo izvajati svetovanje, ter naše kadrovske in druge zmožnosti. Glede na to lahko nato izberemo primerne pristope in orodja. Prenos znanja je naloga širokega nabora inštitucij, ki skupaj tvorijo nacionalni AKIS, sistem znanja in inovacij v kmetijstvu. Slovenija ima osrednjo vlogo javna služba kmetijskega svetovanja, ki deluje v okviru Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Organizirana je prek mreže 8 regionalnih zavodov in lokalnih izpostav terenske in specialistične svetovalne službe, ki nudi svetovalno podporo kmetom. V Sloveniji tako trenutno deluje dobrih 300 kmetijskih svetovalcev oziroma približno 1 na 170 kmetijskih gospodarstev. Poleg javne službe pa AKIS oblikujejo še vladne inštitucije, izobraževalne in raziskovalne organizacije, združenja kmetov, zasebni svetovalci, podjetja in nevladne organizacije. Področje varovanja narave v slovenskih AKIS stopa od konca 90-ih let, ko so se začeli izvajati prvi ukrepi za spodbujanje okolju prijaznih načinov kmetovanja. S tem so v sistem začeli vstopati novi deležniki, okoljske nevladne organizacije, upravljalci zavarovanih območij, raziskovalne inštitucije ter druge vladne organizacije, kot so Zavod za varstvo narave in Zavod za gozdove. Pristopi, kot so množični, skupinski in individualni, nam skupaj z digitalnimi orodji omogočajo široko paleto načinov za prenos znanja. Pomembno pa je, da prilagodimo načine prenosa znanja glede na specifične potrebe ciljnih skupin in ukrepe varovanja narave, ki jih želimo uvesti na kmetijah. Ključ do uspešnega prenosa znanja na področju varstva narave v kmetijstvu je prav razumevanje teh potreb in tesno sodelovanje s kmeti. Pomembno je tudi zavedanje, da so procesi odločanja kmetov kompleksen preplet tradicije, vrednot, družbenih norm, možnosti za izvajanje določenih praks in še drugih dejavnikov. Zato moramo biti pri snovanju ukrepov in svetovanju pozorni na te dejavnike ter ponuditi celovito podporo, ki temelji na dobrem razumevanju tako narave kot kmetovih potreb.